Vodnari, lepo pozdravljeni na kanalu Teja Tarot. Z vami sem Teja in v tem videu bom za vas pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec januar 2021. Jaz sem karte že pripravila za vas, tako da bomo kar začeli. S temi kartami bom pogledala splošne energije za vaš mesec in za vsak teden posebej. Zdaj, preden začnem, bi rada še povedala, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da je vse namenjeno tebi. Sprejmi tisto, kar se poistoveti s tabo in tvojo situacijo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Ok? Cool. Tako, zdaj še karte razdelimo. In da vidimo, kaj bo vaša osrednja tema meseca januarja. Predstavljena je s trojko mečev. Torej, v splošnem bo januar izgleda nekako, po eni strani bo za vas na nek način boleč, ampak ne bi zdaj prehitro delali zaključkov, ker imamo na koncu koncev samo eno karto. In bomo še videli, kaj ta karta točno sporoča. Ampak v splošnem nekako bi rekla, da januar bo nekako neko razočaranje lahko pride, neka čustvena bolečina, mogoče neka želja ne bo uresničena in vam bo to nekako zbilo nek pogum. Ampak ja, dajmo še malo počakati. Ok, prvem tednu januarja je videti obilje, desetica novcev predstavlja nek lep uvod v januar. Mogoče bodo rezultati že konkretni, že vidni, mogoče pa boste videli, da ste blizu teh rezultatov, ampak bo še treba nekaj zaključiti. Bomo potem tole ugotovili. V drugem tednu imamo štirko kelihov. Se pravi, drugi teden bo nekako bolj statičen, nekako boste imeli vašo vizijo pred očmi, ampak kot da bo v bistvu, nekako vidim tukaj, da kot da boste imeli neko željo, nekaj boste imeli že uresničeno, neke temelje boste imeli že postavljene, ampak nekako kot da vam to ne bo dovolj. Bomo videli. V tretjem tednu imamo paža mečev. Se pravi, paž mečev je nekako začetnik nečesa novega. Paž mečev se tudi dosti izobražuje, pridobiva novo znanje, nove veščine, tako da lahko, da boste tukaj začeli kakšen projekt, mogoče kakšno novo zvezo, če ste samski, ali kaj takega. V četrtem tednu pa imamo karto puščavnik. V četrtem tednu se boste zapirali vase, verjetno se bo tudi v tem tednu zgodilo nekaj, kar bo povzročilo to bolečino. Nekako boste iskali v sebi odgovore, zakaj se je to zgodilo. Tukaj imamo znamenja za raka, devico, in tehtnico, tako da lahko je kaj v zvezi s temi znamenji, ni nujno, lahko pa je kaj, lahko pa se navezuje na nekaj, kar se je začelo dogajati, ko so bila ta znamenja v sončnem, pač v soncu. To pomeni julij, oktober in september. Ok, to je vse, kar bomo s temi kartami danes delali. Poglejmo tele karte, ki nam bodo pokazale v bistvu neke bolj konkretne dogodke, kaj točno se bo dogajalo, da se bodo te energije v bistvu sploh pojavile v vaših življenjih. Ok, kot osrednji dogodek tedna imamo kraljico novcev. Ta kraljica mi govori, da se boste v bistvu osredotočili predvsem na vaše karierno področje ali pa na področje vaše družine in odnosov. Zelo boste nekako boste prispevali k temu, da nekaj negujete. Se pravi, nekaj boste urejali, negovali, nekako, kot vidim, neka organizacija, jaz bi rekla, bolj kot nekako čiščenje, nekaj takega vidim, recimo, kot da bi pospravili neko navlako, ne vem, mogoče vam to kaj pomeni, ne vem, mogoče pa ne. Ok, kot lekcijo tega meseca imamo sedmico novcev.
sedmica novcev na tej poziciji nam sporoča, da bo vaša lekcija v bistvu v tem mesecu ta, da nadaljujete s tem vašim poslanstvom ali karkoli ste v bistvu nekako mogoče v decembru začeli, ali pa kot sem rekla v teh mesecih, ki sem jih prej omenila. Rezultati tle mogoče še ne bodo vidni, ampak vaša lekcija bo, da v bistvu prepoznate to, da se stvari razvijajo, mogoče ne tako hitro, kot bi si sami želeli, kar vas bo mogoče malček razočaralo, ampak pomembno je, da prepoznate to, da se stvari dogajajo, da se odvijajo, da ste na pravi poti in da v bistvu ne obupate, da greste naprej in sledite svojim sanjam ali ciljem. V prvem tednu, ko imamo desetico novcev, se pojavijo kot dogodki štirka novcev narobe obrnjena, samotar ponovno in paž novcev narobe obrnjen. Ja, definitivno bi rekla, da boste v začetku leta nekako zaprti vase, zelo boste previdni z vašimi koraki, mogoče ste vas tudi ozirali v preteklost in nekako ugotavljali, kaj se je takrat dogajalo, kaj ste mogoče izpustili ali pa kaj ste naredili pravilno, nekako samotar je tak, išče po nekih ko premaga neke določene ovire, išče lekcije v njih in nekako išče neko novo pot, neko novo upanje za naprej. In potem se vam konec prvega tedna pojavi neka priložnost in to je verjetno prav tisto, kar sem govorila, da bo videti nek rezultat, ampak ne bo še v vaših rokah, recimo tako. In tukaj vidite, recimo, da pride neka ponudba, neka priložnost, ampak bo zelo tako, videti bo, da ni stabilna, nekako, sploh glede na to, da imamo potem v naslednjem tednu štirko kelihov, bi rekla, da ta priložnost bo nekako prišla v vaša življenja, ampak se ne bo še čisto razvila, niti v drugem tednu, ker tukaj vidite, da boste nekaj čakali, nekaj boste upali, mogoče upali, da se ta priložnost razvije do konca. Tu gre lahko recimo za kakšnega poslovnega partnerja, lahko gre za kakšno stranko ali pa, če ste v ljubezenskem odnosu, za kakšnega novega partnerja, recimo se pojavi neka oseba, vam da neko upanje ali pa vam predstavi nek projekt, ki vas zanima in potem kot da se vse nekako ustavi. Poglejmo, kaj bodo lekcije v prvem tednu. Imamo zaljubljenca in imamo karto kralja mečev. Se pravi, lekcija v prvem tednu je, da nekako najdete to neko harmonijo v sebi. Neko harmonijo in odločnost. Tukaj bo potrebno, da ste zelo samozavestni, zelo odločni in nekako da jasno poveste, kaj želite. Verjetno se to nanaša tudi na to karto, se pravi na to neko priložnost, ko bo potrebno mogoče malo bolj jasno pokazati oziroma jasno pokazati svoj glas ali kaj takega. Jasno pokazati svoj, ne vem, ne dobim tiste prave besede. Dajmo pogledati naprej, mogoče bo malček bolj razjasnjeno. Ok, v drugem tednu imamo paža mečev narobe obrnjenega, paža kelihov narobe obrnjenega in desetico palic narobe obrnjeno. Mislim, paž je pravilno obrnjen. Mislim, da sem rekla, da je narobe. Se pravi, imamo tri paže, imamo po vrsti enega za drugim. Tukaj se vam lahko zgodi dosti nekih novih stvari. Dosti novosti v prvem tednu. Oziroma v prvi polovici januarja. Zdaj recimo v drugem tednu, kaj je bili te paži, lahko predstavlja neko drugo novost, lahko pa se nanaša na tole, se pravi tukaj bo spet nekaj bo prišlo ali pa boste vi polni zagona in energije, ampak boste pol nekako do vsega skupaj pristopili nekoliko bolj navihano, sproščeno, otroško, nekako ok, zdaj mislim, da mi je jasno. Zdaj tle imamo recimo tega gospodiča, tukaj je ta as kelihov in tukaj so trije kelihi.
In zdaj imamo tukaj 3 tele paže mečev. In nekako imam občutek, da bodo te 3 priložnosti vse nekako super, fantastične, ampak ne v bistvu za vas, ne bo tisto, kar si boste vi vodnarji želeli. In nekako to vas bo potem tudi spravljalo v nek obup, nekako boste gledali v preteklost, se pravi v te 3 možnosti, nobena vam ne bo najbolj dišala, nobena vas ne bo najbolj prepričala. Če ste samski, recimo, lahko to pomeni, da bo kar naenkrat ful nekih partnerjev, različni tipi partnerjev in nekako noben od teh ne bo tisto, kar bi si vi zares želeli od partnerja, ampak nekako boste se obremenili s tem, katerega izbrati, kaj naprej narediti, ali je sploh kateri zame, ali je sploh, ne vem, ali je sploh ta priložnost mogoče tista, ki si jo jaz želim. Kaj pa je lekcija v drugem tednu? Imamo 7 palic in imamo 4 novcev. Vaša lekcija je tukaj, da jaz bi rekla tako, ful se boste obremenjevali s tem, katero opcijo izbrati. In nekako vas bodo drugi ljudje, kot da vas bodo pritiskali, da si izberete eno možnost, da nekaj morate izbrati. Nekako ful čutim nekega pritiska na vas, da se že odločite. Mogoče bodo tudi te 3 osebe na vas pritiskale v smislu, daj se že odloči, ampak ker imamo tukaj 2 štirke, jaz bi rekla, da to ni teden, v katerem bi se vi vodnarji lahko odločali. Jaz bi rekla, da tukaj rajši počakajte. Tukaj imate vi neko željo, ki jo želite in v tem primeru ponavadi je tako, da štirka kelihov nekako pomeni, da pride nekaj novega, ampak tega ne opazimo. Jaz pa bi rekla, da ta karta tukaj govori, da je dosti novih priložnosti, ampak da nobena od teh priložnosti vas ne zares prepriča. In tukaj je lekcija štirka novcev, kar bi jaz v bistvu razlagala si kot to, da pač sprejmite to, da nobena od teh opcij ni idealna za vas, kar bi interpretirala, to besedo sem preiskala. Se pravi, to bi interpretirala tako, da nobena opcija ni za vas in ne se s tem obremenjevati. Pač sprejmite, da to ni to, kar si vi želite, bo prišlo v pravem času, definitivno, zato vztrajajte naprej. In poglejmo tukaj, kot paž mečev govori, verjetno boste to tudi upoštevali. Tukaj imamo karto sodba, imamo karto 5 mečev in imamo karto ponovno 4 kelihov. Jaz mislim, da boste tukaj dobili v bistvu potem v 3. tednu nek nov zalet. Dvomim, da se boste tukaj odločili za kakšno opcijo. Ali pa, če se boste odločili, tisti, ki se boste vseeno odločili za to opcijo, bo potem prej ali slej prišlo do nekega konflikta in boste to morda obžalovali. In spet boste tam, kjer ste bili. Torej, en kup priložnosti, ki vam niso všeč, ampak tista ta prava še vedno prihaja. Nekaj je počlo tam v stanovanju, tako da, ne vem. Definitivno, pa če si rada razlagam vse take stvari, ki se dogajajo tudi med vpogledom in glede na to, da je tam zdaj neki čudni zvoki prihajajo iz kuhinje, bi rekla, da bo tukaj mogoče celo nekaj počlo, nekaj ne bo funkcioniralo. Zdaj, če pa boste upoštevali ta nasvet in ne boste izbrali nobene opcije tukaj, boste nekako šli to svežo pot naprej z vašo željo v mislih, se vam tukaj lahko zgodi neko veliko spoznanje. Veliko spoznanje, da tista vaša želja vseeno prihaja, ampak bo treba nekaj razčistiti. Neke konflikte boste tukaj imeli, jaz bi rekla, da mogoče celo tukaj s temi opcijami nekako, jaz mislim, da boste dobili tole neko moč, da
kot da v bistvu te priložnosti odmaknete iz svojega življenja. Ker včasih, kadar imamo dosti možnosti, hočemo pustiti vrata odprta in nekako jih zadržujemo. Ne rečemo vedno ne takoj, ne, nekako čakamo, zavlačujemo, da vidimo, kako se bodo stvari odvile. In tukaj imam nekako občutek, da boste potem vodnarji dobili tisto moč, da boste skenslali vse in pol boste v bistvu spet na istem, ne, spet boste ugotovili, ja, še vedno tistega ni, kar si jaz želim. Ampak da vidimo, kakšne so lekcije. Imamo kralja palic in štirko mečev. Še enkrat imamo tukaj štirko. Evo, tukaj imamo zelo podobno sestavo kart, kar pomeni, da bosta drugi in tretji teden na nek način podobna. S tem, da tukaj recimo vas drugi ful obremenjujejo, vas ful pritiskajo na vas, medtem ko v tretjem tednu boste pa vi imeli to energijo, da boste vi bolj odločni in tukaj boste tudi naredili neke spremembe, neko akcijo, nekaj, mislim, nekako akcijo, ne bi rekla, da bo to neka konkretna akcija, zato ker imamo tukaj štirko mečev. Štirka mečev nekako govori o tem, da se umiriš, da ni časa za akcijo, da nekako ta karta dostikrat ponazarja tudi meditacijo, sproščanje in v bistvu da ne naredimo neke akcije na hitro. Ampak zdaj v kombinaciji s tem kraljem, ki pa je zelo energičen, bi jaz rekla, da se ta navezuje v bistvu na te dve karti, oziroma na to karto, ali pa tudi na to, no. Torej, tale pok, ki se bo zgodil, nekako jaz mislim, da boste vi dobili neko energijo in samozavest, da nekaj skenslate iz življenja in potem se boste tudi umirili in nekako sprostili. Vedeli boste, da ste naredili prav, predvsem zaradi te karte sodba. Ta karta pomeni, da dobite neko spoznanje, neka resnica se vam razkrije, neka pomembna novica pride do vas, ki vam da v bistvu neko novo znanje, v bistvu tudi tako za prihodnost, da vam nekako razjasni situacijo. In potem imamo v četrtem tednu puščavnika in norec. Norec se je odprl. Odprla se je šestica novcev narobe obrnjena in ponovno štirica mečev. Tukaj imamo že štiri meče, imamo več kart s številko 4, kar pomeni, da bo to vodnarji čas za vas, v bistvu, da bo to mesec, ko ni čas za neke drastične korake, za velike akcije. Tukaj imamo sicer karto norec, kar pomeni, da boste v četrtem tednu vseeno šli na neko novo pot. Tukaj, ker je norec obrnjen narobe, pomeni, da greste v neko pot nekaj novega, nekaj, kar še niste počeli, nekaj, kjer še nimate izkušenj. In tisti vodnarji, ki ste dobili mojo decembrsko napoved, ki je bila samo poskusna, sem vam takrat že napovedala, da bo januar nekako, da se odpira, da se dogaja nekaj lepega, ampak da so vse karte, takrat so bile še vse karte obrnjene navzdol, kar sem povedala, da pomenijo neke ovire, neke blokade. In zdaj mi je jasno, zakaj. Zato, ker januar ni mesec za te uspehe. Vaši uspehi bodo prišli enkrat kasneje, mogoče že v februarju, mogoče še kasneje, bomo videli sproti, ampak definitivno tukaj je nek nov začetek, in celo neko partnerstvo se lahko vzpostavi, morda s kom od teh opcij, ki smo jih imeli v prvi polovici januarja. In ta štirka mečev spet kaže na to, da se boste zapirali vase, da ne boste hoteli narediti neke konkretne akcije. Poglejmo zdaj še, kaj so lekcije. Ok, lekcije imamo sonce in zmernost. Dve veliki arkani, se pravi, v tem zadnjem tednu vas čaka neka pomembna lekcija, ki jo boste mogli spoznati. In sicer tukaj boste mogli spoznati nekako, jaz mislim, da nekako sploh v povezavi s tole karto, norec in sonce, bi rekla, da nekako pristopite do te nove opcije čisto tako sproščeno, spontano, brez nekih pričakovanj, brez nekih načrtov. Čisto tako
ne vem, nekako spontano in potem tudi s tem, ko imamo tukaj tale šestico novcev, torej neko sodelovanje, neko povezovanje, tukaj bo potrebno nekako nekaj usklajevati, zato je tukaj potem tudi štirka mečev, ker bo se vse nekako spet ustavilo in bo treba nekako razčistiti, mogoče določiti neka pravila, mogoče ne vem, izgubila sem toliko misli, se opravičujem, ampak to sigurno je z namenom. Tako da vodnarji čaka vas zanimiv mesec, sicer ne delati nobenih velikih korakov, nobenih pomembnih akcij, ker nekako vam bo energije, že same energije vam bodo to na nek način preprečevale, kar vas bo zelo obremenjevalo. Ampak vodnarji, dajte se zavedati, da pač pride tako obdobja, ko niso vedno polna akcij. Sploh december je bil za vas, če se spomnimo tiste napovedi, ki so nekateri imeli možnost pogledati, je bil mesec december za vas poln akcij, poln nekih novosti, veliko se dogajalo, tako da januarja si vzemite malo pavze, malo se umirite, ne hiteti v neke zaključke, čaka vas nekaj lepega, že te dve karte napovedujejo neko lepo nadaljevanje v februarju. Tako da, ne vem, po domače rečeno, vzemite si ga bolj na easy in to je to. Vodnarji, če vam bila ta napoved všeč, bom zelo vesela, če pustite kakšen like, tako mi boste dali vedeti, da si želite še več takih napovedi v prihodnje. Če imate kakršnokoli vprašanje, če bi radi kaj dodali, če vas še kaj zanima o meni, o kartah ali o mojem delu, mi napišite spodaj v komentarje, na vse bom odgovorila. Če želite donirati, imate spodaj v infoboxu vse informacije, imate tudi razne druge informacije, tako da, evo, zdaj me je nekdo zmotil. Želim vam uspešno in srečno novo leto, lepo ga praznujte in se potem vidimo konec januarja v novi napovedi za februar 2021. Čau, čau!